Tukaj na Celjskem sejmišču sem srečal tudi Meto Vrhunec, ona je pionirka biodinamike v Sloveniji, pa bi zdaj postavil kakšno vprašanje, ki je zelo aktualno, in sicer imamo težave z današnjim spremenjenim podnebjem in pa zastrupljeno zemljo. In Meta, vem, da ima že rešitve, kako, na kakšen način sonaravno pridelovati zelenjavo, zdravo zelenjavo in sadje in pri tem tudi pomagati naravi. Seveda ima Grega zelo prav, ne? Jaz imam odgovore, ker poznam Steinerja. Ko človek prvič sreča, se marsikaj, kar pri Steinerju beremo, zdi popolnoma utopično, ampak medtem nas dejansko situacija v našem okolju počasi sili tudi k drugačnemu razmišljanju, kot smo ga bili vajeni doslej, ne? In pri Steinerju, na primer, beremo v njegovem kmetijskem tečaju, ki je temelj biodinamike, da v bodoče pravzaprav drugačno kmetovanje kot biološko dinamično kmetovanje sploh mogoče ne bo. In če pogledamo danes, v kakšnih razmerah naj bi mi pridelovali hrano pri nemogočih neurjih, obilju dežja, včasih tudi groznih sušnih obdobjih. Pri tem pa rastline zagotovo iz neba dobijo več aluminija in barvja kot človek, ki se lahko umakne v hišo, se lahko sprašujemo, kako rastline kot živa bitja to lahko zmorejo. Če sploh, potem se mi zdi, da na biološko dinamičen način, vendar moramo tukaj začeti razmišljati na drugačen način, kot smo bili vajeni doslej. Torej, rastlina je živo bitje in je, če je krepkega zdravja, v stanju prenesti marsikaj, veliko več tolerirati, kot če je pri slabem zdravju. Če smo mi pri konvencionalni pridelavi do danes vedno razmišljali, če je rastlina zbolela, s čim bom jaz povzročitelja te bolezni, virus, bakterijo, glivo odpravil, potem moramo zdaj razmišljati na drug način. Ker če mi odpravimo povzročitelja neke bolezni, v bistvu samo zdravje s tem nismo ukrepili. V bistvu je zaradi uporabe sredstva pogosto zdravje še slabše. V tem primeru, torej, ki ga srečujemo zdaj, pa se moramo stvari lotevati drugače, namreč, da namesto patogeneze zdravljenja po pojavu neke bolezni pristopimo k pridelovanju iz stališča salutogeneze. Pomeni, mi moramo vnaprej računati s težavami, ki jih rastlina utegne imeti in rastlino krepiti v njenem zdravju. In druge metode kot biodinamike, ki to zmore, ni. Ja, ne vem, naj rečem na žalost ali na veselje, ne? Pravzaprav. Torej, biodinamika uporablja za krepitev vitalnosti biološko-dinamične preparate, kompostne preparate in preparate za škropljenje. Razen tega krepimo zdravje rastlin s čaji. In hvala Bogu, v Sloveniji imamo 16 društev, ki torej se ukvarjajo, ki negujejo, ki širijo v svojem okolju biodinamiko. Znanje je v Sloveniji veliko in če posežemo po tem znanju in začnemo tako delati, sem prepričana, da bomo rastlinam zelo, zelo lahko pomagali. Je pa seveda še druga stvar, o kateri moramo zagotovo razmišljati, namreč način, kako smo z rastlinami delali do zdaj, je seveda rastline spravo v slabo zdravje. Rastline zbolevajo veliko, rastline niso v stanju oblikovati kaljivega semena. Govorimo o degeneraciji. In mi moramo preprosto danes ugotoviti, da se ta fenomen, torej da neprimerna prehrana, zastrupljanje, kar pri pridelavi pač z rastlino počenjamo, ne more obravnavati izolirano za področje rastlin. Ampak mi moramo ugotoviti, da se ta fenomen pojavlja ravno tako pri ljudeh. Zaradi zastrupljanja, neprimerne hrane in tako dalje, imamo mi tudi vedno več in več bolezni. Bolezni, ki jih pred časom mojega otroštva sploh ni bilo. Danes imate že pri otrocih, tako rekoč dojenčkih, bolezni presnove, naprimer diabetes in tako naprej. In sterilnost je problem pri generaciji, ki naj bi danes rojevala otroke. Torej, sterilnost je primerljiva pač z nesposobnostjo rastline, da oblikuje svoje seme.
Skratka, mi imamo ta fenomen pri človeku že tudi prisoten in se sprašujemo, lahko moramo se spraševati tudi v enem, kaj pa mi lahko naredimo za krepitev človeka samega. Skratka, moj odgovor je maksimalno vse, kar biodinamika kot možnosti krepitve zdravja nudi, začeti pa seveda moramo pri rastlini, ker človek torej svoje zdravje gradi pravzaprav iz zdravja, ki mu ga posredujejo rastline. Potruditi se pa moramo tudi, da ljudem pomagamo osmisliti njihovo življenje. Ker človek je štiridelno bitje, torej ima svoje fizično telo, ki ga napajajo kozmične, božanske, če to hočete, energije življenja, je telo torej prepojeno z duševnostjo in človek je bitje z duhom. In problem, da ljudje v tem svetu ne najdejo več smisla svojega življenja, da živimo v socialnih razmerah, ki pravzaprav nas ne osrečujejo, je velik problem. In na tem področju sem tudi prepričana, da je Steinerjeva zapuščina nekaj, kar stvari zna popolnoma osmisliti in postaviti popolnoma smiselno v situacijo nesmisla in kaosa v svetu. Moje priporočilo torej je Rudolf Steiner, ampak ne samo študij, temveč zelo konkretno in hitro uresničevanje pri delu z rastlinami in v življenju nasploh. Naučiti se znati ceniti zemljo, ceniti rastlino, ceniti žival, ceniti sočloveka v vsej njihovi vsakokratni razsežnosti in vlogi, ki jo igra v odnosu na mene samega in na izgradnjo človeka, ki naj bi jaz postal. Opolnomočenje človeka v nekem smislu. V nekem smislu lahko rečemo opolnomočenje človeka, čeprav torej, mislim, da se opolnomočenje mora v človeku samem dogoditi. Človek sam s tem, da te stvari spozna, je opolnomočen in potem je potreben recimo tisti suport iz motivacije in iz hrane, da jaz zmorem to, kar prepoznam, za kar sem ne samo opolnomočen, v stanju in mogoče tudi dolžan, da tisto uresničujem. In to je potem tista zgodba, ko se svet od danes na jutri lahko spremeni v čudovito sobivanje in harmonijo in ljubezen do vsega. In pa spet se mi zdi, se tukaj si se dotaknila tega problema, ki ga jaz tudi vidim, da vse preveč se ukvarjamo z nekimi pristranskimi stvarmi, s simptomi namesto z vzroki. In ti si se večkrat že dotaknila vzroka, dajmo vzrok rešiti že tudi v človeku, tudi pri boleznih človeka in tudi pri boleznih rastlin. Torej, je zanimivo, jaz sem živela v Nemčiji pred 27 let, moji otroci so hodili na waldorfsko šolo, antropozofijo poznam zdaj 35 let, in moj sin je, ko je imel enkrat zdravstvene težave, dobil za nalogo, da eno leto dolgo vsako jutro ponavlja, nauči se razlikovati bistveno od nebistvenega. V bistvu bi mi morali tudi vsi vsak dan ponavljati, pa mogoče ne enkrat, nauči se razlikovati bistveno od nebistvenega. Razloga od posledice. In če je nekaj narobe, ne mešaj tam, ki so posledice, ampak poišči, kaj je razlog in mu poskušaj pomagati svoje strani. Ali enostavno tako, da se stvari ozavestijo, enostavno izdiskutirajo, ozavestijo, ali pa čisto konkretna in preprosta opravila, ki se jih nihče ne sme sramovati. Vsi moramo biti pravzaprav počaščeni, da lahko v tej stiski, v kateri svet je, karkoli pomagamo iz darov, ki so nam pravzaprav zastonj dani. Mi moramo biti si na jasnem, da če vidimo, če slišimo, če smo sočutni in tako naprej, to so vse zastonj darovi. In ta kredit nam je torej, v upanju, da ga bomo tudi odplačali nekako dan. Vse to nam je podarjeno v upanju, da bomo mi nekaj tudi vračali svetu. In če stvari tako razumemo, celo to krizo tako razumemo, da je pravzaprav v svetu v stiski in da imamo mi darove, da imamo mi kredit, ki ga moramo vračati, je vse skupaj eno samo veselje. Tako. Jaz se bom vedno spomnil ene lepe stvari, ki si mi povedala, ko so se peljala z avtom.
Sicer rekla si mi, da čas je, da tisti ljudje, ki imamo radi naravo, kupimo nek kos zemlje, ki je degradiran, ki je zapuščen, ki je onesnažen in da ravno zaradi tega, ker imamo radi naravo, tako zemlje potem prenovimo, očistimo, oplemenitimo na te načine. In to bo ostalo zavedno v meni. Bravo. Glede na to temo se spominjam dveh nasvetov, enega od gospe Tunove, ki je rekla, tečajnikom, ki smo prišli na eno njenih mnogih predavanj v Sloveniji, je rekla, negovati vaš kvadratni meter zemlje, skrbeti za to, da ostane v tej krizi zdrava, je tako ekstremno pomembno. Predstavljajte si, naša zemlja je kot koža težko opečenega človeka. Vaš kvadratni meter zdrave zemlje bo pomagal, da se bo zdravje spet širilo v naravo. To je ena stvar. Druga stvar pa, ki se jo spomnim, je, ko sem jaz kupovala mojo kmetijo na Vrstencu. In ta kmetija, prijatelji iz Nemčije, biodinamiki so si jo prišli ogledati in so rekli, pravzaprav tole za kmetijo ne bo dobro. Tle imaš preveč vode, tle imaš preveč sence, tle je vse tako temno. In potem sem jaz Marka Pogačnika vprašala, sem rekla, Marko, ti te stvari bolj globoko vidiš kot jaz, kaj pa ti misliš? In on mi je dal potem ta odgovor, na katerega menim, da se ti zdaj spominjaš. On mi je rekel, Meta, čim večji problem ima nek košček zemlje, tem bolj si ji potreben. Grega. Ja, naša zemlja je na mnogih koncih neskončno žalostna, neskončno obremenjena in potrebuje našo pomoč in potrebuje našo ljubezen in potrebuje naše spoštovanje. In pri tem našem delu moramo res vedeti, da človek je večdolno bitje, tudi zemlja je. Zemlja ni samo gmota material, zemlja je bitje z dušo. In tej zemlji, temu bitju z dušo, moramo mi včasih tudi biti v stanju povedati, draga zemlja, meni se počasi sanja, kdo si ti in kdo sem jaz in kaj ti meni daješ. Oprosti mi, prosim te, pomagaj mi, da bom speljal, se bom z velikim veseljem. Tako približno, da se počasi prebujamo za vse to, kar nas gradi. Nam mora biti jasno, da od minerala zemlje mi vsakih 7 let vse substance za izgradnjo našega telesa dobimo. To ni tako. Prakse bil in v prakse povrneš, velja. Zemlja je tista, mineralni svet nam daje. Jaz bi mogoče za zaključek to lepo misel si rekla, da na nas je, da bolj ko je zemlja, čim večje težave ima, bolj potrebuje tako in ravno to bi prenesel tudi na ljudi. Se pravi, da pomagamo ljudem v stiski, da pomagamo ljudem z večjimi težavami, ker to so res tisti ljudje, ki potrebujejo pomoč. Točno tako je. Najlepša hvala. Ni za kaj, tudi tebi gre.